Dober večer, lepo vsi pozdravljeni. Vas lepo pozdravljam in izrekam eno dobrodošlico v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Moje ime je Andreja Verovšak in bom danes oziroma nocoj moderatorka spletnega predavanja z naslovom Sodobni pogledi na debelost. Lepo pozdravljam tudi našo gostjo, predavateljico Anjo Ogrič-Lapajne, zdravnico, specialistko interne medicine iz Zdravstvenega doma Idrija. Najprej bomo začeli s predavanjem in temu bo sledil čas tudi za vaše vprašanja. Če morda že kakšnega imate, ga lahko že napišete v okence za sporočila, se pravi v tisti chat, in ob koncu predavanja bomo tudi namenili nekaj časa za te odgovore, oziroma boste lahko tudi sami vprašali. Zdravnica rekla, da bo čas tudi za to. Doktor Ana Ogrič-Lapajne, veselimo se, da nam poveste več o sodobnih pogledih na debelost. Hvala za besedo, pa hvala za vabilo. To je tema, ki je meni zelo pri srcu, deloma zato, ker sem se kot internistka pri vsakdanjem delu s tem srečujem, namreč v Zdravstvenem domu Idrija sem zdaj od leta 2013 kot specialistka in delam pulmološko ambulanto pa diabetološko ambulanto. In tukaj na tem presečišču se zelo srečujem pogosto tudi z debelostjo, mogoče kot vzrok za številne bolezni. Tako da sem se začela zadnja leta usmerjati tudi v zdravljenje debelosti in na ta način preprečevanje nekaterih stvari. Zelo veliko pozornosti posvečam tudi nekim psihološkim tehnikam, tako da sem se izobraževala tudi nekaj z področja vedenjsko-kognitivne psihoterapije, tako da nekatere tehnike zdaj uporabljam tudi pri svojem vsakdanjem delu in predvsem dajem velik poudarek tudi opolnomočenju pacientov, da pač o tej bolezni ne bi več govorili z nekim sramom, o čemer bi tudi pol kasneje v nadaljevanju se malo dotaknila. Potem je seveda se premika naprej, tudi če se preje. Nič hudega, pa zaprite pa še enkrat. Zdaj pa bo. Ja. Seveda, jaz velikokrat našim pacientom rečem, ko se začnemo pogovarjati o debelosti, namreč ko pristopam k tem težavam, zmeraj probam zelo spoštljivo načeti to temo, namreč debelost je posledica tudi nekaterih časov, v katerih mi zdaj živimo. Naše telo je sicer vrhunski stroj, ampak je še vedno prilagojeno za te čase, ko smo bili lovci in nabiralci. V tem času bi ljudje, tisti, ki zelo učinkovito hranijo maščobo, pa preživijo tudi obdobje lakote, bili zelo dobri, bi imeli zelo dober izid, če bi z našimi telesi živeli še vedno v tem času. Na žalost pa živimo v nekem človeški zgodovini, ki je zelo nagnjena k temu, da spodbuja debelost, vsaj prebivalci zahodnega sveta, saj druge države, ki so še v razvoju, imajo pa lih druge težave. Treba je razčistiti najprej, kaj sploh je debelost, zato ker že to so neki taki osnovni pojmi. Recimo še zmeraj približno samo 70% ljudi, ki ima to bolezen, misle, da je to bolezen, pa 90% zdravstvenih delavcev misle, da je to bolezen. Se pravi, 10% jih pa še zmeraj niti tega stanja ne priznava kot kronično bolezen. Tako da najprej treba to povedati, da je to pač bolezen in da je po principih Svetovne zdravstvene organizacije to kot diagnoza priznana že od leta 1997. Zato, da se to bolezen prizna kot kronično bolezen, je ključno, da se potem lahko zagotovi tudi ustrezno obravnavo te bolezni in tudi dostop do zdravljenja. Sploh zdaj v zadnjem času, ko prihajajo moderna zdravila, ko bo treba tudi se dogovoriti na državnem nivoju, kako bo to financirano, pa kako bodo ta zdravljenja potekala. Bolezen je prevalentna, to je pač zadnja definicija, to pomeni, da je v bistvu zelo pogosta, da je pogosto se pojavlja v naši družbi kompleksna, se pravi tudi zahtevna za zdravljenje, zahtevna po načinu razvoja, progresivna, se pravi, da ponavadi napreduje, relapsirajoča. To je tudi zelo važno, da se pacientom razloži, recimo, ko začnemo z nekimi procesi zdravljenja debelosti, da se jih že prej opozori, da je to bolezen, tudi če uspešno zazdravimo, je potem treba zelo paziti pri tem, ker se ponavadi pride do porasta nazaj telesne teže.
Za to bolezen je potem pač po definiciji značilna abnormalna ali pa prekomerna telesna maščoba, ki škoduje zdravju. Pomembno se mi zdi tudi to govoriti, kar sem že prej povedala, da so ljudje z debelostjo, namreč uporablja se termin ljudje z debelostjo, ne debeli. Debeli ljudje je v bistvu en termin, ki bi se ga mogli vsi skupaj izogibati, tudi zdravstveni delavci. Se pravi, ljudje z debelostjo so izpostavljeni stigmi pa pristranskosti. Ta stigma se pojavlja kot pri nas samih, jaz imam tudi težave s telesno težo, imam tudi to kronično bolezen, pri nas samih. Po eni strani vemo, to so pač znanstveni dokazi, to ni samo en občutek, ki ga mi mogoče imamo, da so ljudje z debelostjo deležni slabšega zdravstvene obravnave. Zato, ker se veliko stvari že takoj na začetku da samo na debelost. V tem smislu, ko pride človek k ortopedu, pa že na vratih reče, ja, a ne ti prideš, ker te boli koleno ali pa kako, pa ti že na vratih reče ortoped, ja, bo treba shujšati, a ne. Zelo velikokrat to slišijo ljudje, ki živijo z debelostjo, a ne, tako da je že to na nek način posledično odvrača ljudi z debelostjo, da bi pa tudi zmeraj, ko potrebujejo pomoč, jo poiskali. Recimo, jaz velikokrat dobim pacientke, ki težko dihajo, pa imajo debelost, ampak imajo tudi druge kronične bolezni, recimo dihal, in potrdimo astmo. Njim pa že leta govorijo zdravniki, da pač težko dihajo, ker so predebeli in da naj shujšajo in pol ne bodo imeli več težav z dihanjem. Študije so tudi pokazale, recimo, da se ljudje, ki živijo z debelostjo, tudi recimo slabš potem udeležuje recimo preventivnih programov, slabš se odzivajo na vsa vabila v programe za zgodnje odkrivanje rakastih obolenj. Tako da tukaj je stigma po eni strani strani zdravstvenih osebij, ki mogoče ne razumejo tega problema, pa tudi neka stigma pa občutki, ki jih mi doživljamo do nas samih. Zato, ker še zmeraj v našem kulturnem kontekstu se velikokrat debelost pripisuje temu, da je to odraz neke osebne neodgovornosti ali pa pomanjkanju volje, v smislu, kaj se bi lahko shujšala, kaj je pa problema, ne pač malo manj je, pa bo pol zadeva boljša. Tako da mislim, da je treba o teh zadevah tudi se začeti pogovarjati, da pač eni ljudje imajo arterijsko hipertenzijo, imajo ishemično bolezen srca, eni ljudje imajo pa debelost in je to pač bolezen kot vsaka druga in jo zato tudi potrebno resno vzeti in zato tudi zdraviti. Zelo se pri postavljanju diagnoze še zmeraj poslužujemo indeksa telesne mase, to verjetno vsi poznate. To se tisti, ki hodite v diabetološke ambulante ali pa v referenčne ambulante, to redno določamo. To je v bistvu eno razmerje, to ni čudežna zadeva in je zelo poenostavljen princip, ki ga uporabljamo, ampak je še zmeraj nek cut-off, bom rekla. Namreč to je razmerje med telesno težo pa kvadratom izmerjene telesne višine. In ljudje, ki imajo več kot 25, to razmerje imajo prekomerno telesno težo, tisti, ki imajo pa več kot 30, imajo pa debelost. Potem imamo pa še prvo stopnjo do 35, drugo pa tretjo. V zadnjem času se tudi, recimo, tudi v ambulantah za zdravljenje debelosti poslužujemo, pa tudi meritu, recimo, obsega pasu, tako da to se lahko tudi zmerite doma, tiska ne ve, nekje za ženske je meja 80 centimetrov, za moške pa 94 centimetrov, tako da to je pa tudi en dejavnik, katerega spremljamo, recimo, če se odločimo za nekatere spremembe, da se ga potem serijsko spremlja. Zakaj je to problem? To ni poleg tega, kar sem do zdaj povedala, pač problem posameznika, problem je tudi cele družbe pa razvitega sveta. Tukaj sem vam zdaj dala podatke te zadnje od poročila Svetovne zdravstvene organizacije. Vidimo, koliko grejo številke nam gor, da so se praktično v nekaj desetletjih nam podvojile. Tukaj jaz sem rojena leta 81, tukaj od spodaj je debelost, tukaj je pa prekomerna prehranjenost, je skupaj sešteto. In vidimo, če smo bili s prekomerno prehranjenostjo nekje leta 85 na 15%, smo bili skoraj na 25 leta 2010. Tako da in te krivulje grejo še zmeraj navzgor. To je za otroke, govorim, med 15 do 19 let. Tako da je to v bistvu katastrofa in je napovednik tega, kaj nas kot družba čaka. Podobno je tudi z odraslimi, spet, če si pogledamo, tukaj leta 80 je bilo že leta 80 prekomerno prehranjenih, se pravi z indeksom več kot 25-40% populacije.
v našem okolju, kjer mi živimo. In tudi tukaj grejo številke sam gor, tako da smo zdaj že praktično čez 60% s prekomerno prehranjenostjo in tudi z debelostjo smo skoraj na 30 že v Evropski uniji. To so ogromne številke, ki potegnejo nekaj za sabo tudi pri odločevalcih, pa pri tistih, ki načrtujejo zdravstvene sisteme pa stroške za v bodoče. Zdaj, debelost seveda je pomembna in jo je potrebno zdraviti, zaradi tega, ker pomeni povečano tveganje za številne bolezni. Zdaj vi ste Društvo za srčne bolezni, tako sem dala vas na cel svoj slajd. Vemo, da imajo ljudje, ki živijo z debelostjo, 3-krat večje tveganje za srčno kap kot ostala populacija. Potem ljudje, ki imajo znano ishemično bolezen srca, je pri 35% prisotna debelost. Povečano je tudi tveganje za srčno popuščanje, za hipertenzivno bolezen srca, recimo ima 55% oseb, ki ima hipertenzivno bolezen, je debelih, povečuje se tveganje za dislipidemijo, arterijsko hipertenzijo in na vse te bolezni seveda lahko tudi pozitivno vplivamo, če začnemo zdraviti debelost kot nekakšen vzrok, ki te bolezni tudi poslabšuje. Potem je moj vsakdanji kruh, sladkorna bolezen, to je 80% ljudi je debelih, ki s sladkorno boleznijo, povečuje se tveganje za rakasta obolenja, za kronično obstruktivno pljučno bolezen, potem za obstruktivno spalno apnejo. Obstruktivna spalna apneja je ena taka zadeva, ki tudi nekje tli pod površjem in je tudi zelo povezana z boleznimi srca. Nekje predvidevamo, da pri moških, pri odrasli populaciji jo ima več kot 10% ljudi, in jo moramo začeti zelo aktivno iskati. Imamo pa tukaj zelo ozko grlo, zato ker imamo zelo malo kapacitet za diagnostiko, pa potem za predpis zdravljenja. To je, kot vidite v filmih, ko dobijo ljudje te aparate za domovka in potem pomagajo pri dihanju. Tako da to je zelo povečano seveda in povezano z debelostjo. Potem je tudi povečano tveganje za astmo, se pravi za razvoj same astme, ob tem, da pa ljudje, ki imajo astmo, pa so recimo ob tem imajo še kronično bolezen debelosti ali pa se dodatno pride do porasta teže, se še poslabša urejenost astme. Tako da je v bistvu en začaran krog, ena in druga stvar generiramo med sabo. Potem nealkoholna zamaščenost jeter, to je tudi ena stvar, o kateri se zelo veliko govori. Včasih smo se zelo pregovarjali, jaz, ki delam v diabetološki ambulanti, pa delam zelo veliko tudi ultrazvok trebuha, se v prvem pregledu in praktično vsi imajo zamaščena jetra. In pa mi zmeri pacienti rečejo, ne, zdravnica, se jaz nič ne pijem, zmeri se ustrašijo, jaz ne pijem nič alkohola, pa zelo veliko ljudi ima tudi patološke jetrne teste. In pa jaz razlagam, da zdaj v teh časih, v katerih živimo, ni več alkohol vodilni problem, ampak zamaščena jetra, ker dejansko se nam ta maščevje, ki ga imamo preveč, odlaga direkt v jetrne celice in jih podobno vname kot sam alkohol. Tako da dejansko zdaj govorimo že o tem, da lahko to pripelje, vemo, da pripelje tudi do ciroze jeter in je to zelo pomembna bolezen, ki bomo začeli tudi malo bolj aktivno spremljati. Ta zamaščenost se seveda potem, ko pride do redukcije maščevja, zmanjša. Potem povečuje se tudi tveganje za gastroezofagealne refluksne bolezni, kronično ledvično bolezen, potem bolezni mišično-skeletnega sistema. To sem že prej rekla, da ponavadi, če prej ne pridejo te gospe pa gospodje ortopedom s težavami, povečuje se tudi tveganje za depresijo, pa še številne druge stvari, ki jih tukaj niti nisem pol hotela vam razlagati. Zdaj seveda vzrok za to bolezen je po eni strani lahko zelo poenostavljen, to, kot sem prej rekla, so pol poenostavljeni tudi sami nasveti, kako naj se s tem spopademo. Vzrok je kronično energijsko neravnovesje, se pravi, ali imamo povečan vnos hrane ali pa premajhno porabo. Na vse dejavnike nimamo vpliva, ki do tega pripeljejo, tako da to je mogoče velikokrat zmotno prepričanje. Zato, ker tukaj so vključene zapletene interakcije med različnimi dejavniki in med biološkimi. Vemo neke genetske nagnjenosti, potem tudi pri nekaterih hormonskih bolezni lahko pride do porasta telesne teže,
recimo pri težavah s ščitnico, če imamo slabo delovanje ščitnice, potem pri sindromu policističnih ovarjev, pa tudi nekatera zdravila imajo porast telesne teže kot stranski učinek, recimo sistemski kortikosteroidi. Drugi vzroki so potem seveda nekateri vedenjski vzroki, ki jih mi razvijamo skozi življenje in jih je seveda tudi zelo težko potem odpravljati, temu bomo se potem kasneje še posvetili, pa tudi socialni pa okoljski dejavniki. Mi nismo nek izoliran otok, ampak smo del družbe in nekaterih družbenih vzorcev tudi, recimo, že če sam pogledamo, kako praznujemo, vse pri nas je še zmeraj to, kako imamo mi slovenska praznovanja, pri nas imamo še zmeraj te pladne z obilico hrane in pa, ko se vsi fajn najemo, ker bi že mogli iti malo na sprehod, prinese se še piškote, kad na poroki, še 20 vrst piškotov, pa sadja. To so težke psihološke borbe, ki jih imamo mi sami s sabo za to mizo, a bomo vzeli en piškot, a ne bomo nobenega, a bomo vsega probali, tudi če smo že siti. Mogoče, če bi živeli v okolju, kjer se pa teh piškotov ne nosi, zato ker razumemo kot družina, da smo zdaj siti, bi bilo mogoče manj teh težav. Točem povedati, da je naše življenje vpeto v neko družbo, v kateri smo, pa seveda okoljski dejavniki. Jaz sem to prvič slišala, ta termin, zdaj zadnje čase, govorimo o obesogenem okolju. V bistvu dejansko živimo v okolju, ki nas, če imamo še malo nagnjenja, ali pa če se zelo temu prepustimo, nas zelo dela lahko debele, pride do porasta telesne teže. Prva stvar je, da ni nobeden lačen. Jaz rečem pacientom, po eni strani, hvala Bogu, niste lačni, po drugi strani ste pa zaradi tega lahko razvili drugo kronično bolezen. Namreč dejansko imamo res zelo energetsko bogato prehrano, ni v tem smislu, da bi jedli samo enkrat na teden, dobro, vmes bi pa jedli samo zelenjavo ali pa neke enostavne žitarice. Potem druga zadeva, ki je zelo pomembna, stalno skozi desetletja se večajo obroki hrane. Tako da tudi, ker recimo začnemo z diabetiki govoriti, ni problem samo sestava krožnika, ampak tudi količina. Krožniki so skozi večji, porcije v restavracijah so skozi večji. Tako se moramo tudi, ko se z debelostjo začnemo ukvarjati ali pa s hujšanjem, naučiti tudi sploh, koliko hrane mi rabimo, sploh za jesti, za neko normalno preživetje. Tukaj vidite, koliko so se količine dejansko povečale v zadnjih desetletjih. En tak primer, Američani, oni imajo sploh težave s to debelostjo. Avtomatično so se jim porcije hrane v restavracijah večale. Vidimo v zadnjih 20 letih se je povečal v bistvu en navaden odmerek, recimo pomfrija, ki so ga naročili z 210 kalorij na 610 kalorij, pa bi lahko človek rekel, ko sem imel 30 let, sem jedel pomfri, pa se nisem zredil, zdaj imam pa 50 let, pa lih takim pa se redim, ampak tudi vsakič je večji ta porcija pomfrija, ki ga človek vzame. Pa druga stvar, kar mislim, da je predvsem problem mest, mi zaenkrat tukaj pri nas tega še nimamo, so recimo že te McDrive-ji, vse te stvari, to je res tako groza, tukaj nam še peš 100 metrov ne treba, da bi do hrane prišli. Recimo, če se odločimo, da bi šli z družino ven, eno pozabimo to, da smo se odločili, da ne bomo doma zdravo kuhali, ampak da se nam mudi, pa da ne obvladujemo stresa pa časa, pa se lahko še zapeljemo in nam niti z avta ni treba priti, da dobimo energetsko bogato hrano. Nadgradnja tega so pa zdaj te dostave, zdaj nam pa niti z hiše ne treba iti, pa lahko po aplikaciji naročimo, pa nam praktično 24 ur na dan pripeljejo domov. Ali pa recimo ena taka stvar se mi zdi v Ljubljani, na katero moram jaz recimo paziti, 24 ur odprte bencinske črpalke. Recimo jaz, ki imam nočno službo, se ustavimo z rešilcem na Viču in se moram zavestno odločiti, da pač ne bom šla not na bencinsko črpalko, zato ker ob 3 po noči, ne vem, če imam toliko nadzora, ne bom vzela čokolade. Zdaj verjetno, če bi se bencinske črpalke ob 11 po Ljubljani zaprle, bi manj ljudi, ki imajo nagnjenje k nočnemu hranjenju, prišlo do hrane, ki je niti po noč ne potrebujejo. Pa seveda imamo zelo sedeč način življenja, praktično večina ljudi nas se bolj sedi, tako v službi kot doma, tako da so te
energijo, ki jo porabimo za bazično naše funkcioniranje, tekom dneva se skozi manjšajo, ne, potrebe. V službo se peljemo z avtom, parkiramo pred službo, cel dan sedimo, doma sedimo, kuhamo ne, naročimo si hrano domov, pa še po večerji pojemo piškote, zato ker nam je pač fajn, pa smo si zaslužili, ker smo bili ful pridni tisti dan v službi. In to je en tak skupek nekih dejavnikov, ki nas peljejo k temu, da z leti se začne pač ta teža pridobivati. Zdaj, rešitve niso enostavne, kljub temu, da zelo veliko o tej bolezni govorimo in pa bomo tudi kasneje pogledali, imamo tudi nekih dobrih in učinkovitih zdravil, kljub temu še vedno ni čudežnih rešitev za ta problem. Tudi če se nam mogoče na prvi pogled zdi, da se vedno obljublja neke čudežne diete ali pa rešitve, ampak zadeva je pač res zelo kompleksna. Tako da zdaj dejansko jaz se probam zmeraj uporabljati, ko govorimo o tem, govoriti o zdravljenju debelosti. Ta termin probam uporabljati ne toliko o hujšanju ali pa o redukciji telesne teže, ampak če smo rekli, da je debelost kronična bolezen, potem jo pač tudi zdravimo, ne. Zdravljenje naj bi bilo temeljeno z dokazi podprto, se pravi, delamo na podlagi nekih strokovnih priporočil, tako kot zdravljenje ostalih bolezni, moramo priznavati tudi bolnikove izkušnje, pa neke individualne karakteristike, se pravi, ne moramo imeti enega recepta za vse težave. To zdravljenje mora preseči poenostavljene nasvete, kot sem že prej rekla, manj je, pa več se gibaj, medtem ko si že na vratih, ko greš ven zdravnika, dajte malo manj jesti. Mislim, to je res toliko podcenjujoč nasvet tako do pacientov, se mi zdi, da to res moramo preseči. Treba je tudi nasloviti vzroke za bolezen. Treba je zagotoviti, to je tudi važno, in mislim, da je eden izmed največjih izzivov, ki nas čaka v naslednjih letih ali pa v desetletjih, dostop do teh bolnikov s to boleznijo, do vseh teh intervencij, se pravi, dostop do tega, da ima pacient dobi navodila o ustrezni prehrani, o tem, kako je treba telovaditi, kako se to varno postopa, do tega, da lahko dobi neko psihološko podporo, dostop do zdravil, pa tudi do bariatrične terapije, se pravi do operativnih posegov, vkolikor je za to indikacija, ne. In tukaj zdaj eni premiki so malo, nas je sicer COVID zadnja 3 leta ustavil, ampak recimo tukaj vidim en plus v centrih za krepitev zdravja, tukaj mi tudi dosti sodelujemo, zato ker jaz imam glih recimo jaz imam zelo srečo, imam čez čakalnico, center za krepitev zdravja, tako da če s kom začnemo delati, tudi se zmenim z diabetikom, okej, zdaj sladkor imate urejen, zdaj bomo začeli pa zdravljenje debelosti, lahko grem čez čakalnico, kar recimo do kineziologinja, pa naredimo pa še vse meritve, ali pa takoj se grem lahko dogovoriti za pregled pri dietetiku, tako da probamo tako malo multitimsko sodelovati. Treba se zavedati že na začetku, da je to kronična bolezen, se pravi, ko se začnemo pogovarjati, to se mora tudi vsaka oseba sama odločiti, ne pričakujemo, da bodo zdaj vsi to tudi z navdušenjem sprejeli. Tudi mi, ki se učimo, kako začeti to zdraviti, je prvi predpogoj, da pacienta sploh spoštljivo opozorimo na to, pa povprašamo, je on sploh pripravljen začeti to zdravljenje, ne. Namreč, kot sem že prej rekla, ni čudežnih rešitev in tudi treba je vedeti, da bodo ukrepi vse življenja, ne, tako da tudi jaz rečem bolnikom, zdaj tudi če bomo shujšali, pa recimo dosežemo redukcijo 15%, ampak vi se boste morali vse življenje držati nekaterih stvari, če ne bo pač prišlo ponovno do porasta telesne teže. Obravnava mora biti občutljiva, pa brez obsojanja. Se pravi, terapevt ne sme vstopati z nekega višjega pa podcenjujočega stališča do pacienta. Pač treba je urediti varno okolje tudi za tehtanje, to bomo pol pogledali. Jaz imam tudi paciente, ki se niso, se opravičujem, malo sem prehlajena. Recimo pacientke, ki se niso mogle niti na začetku stehtati, pa smo mogli pol, se niso želele. In smo mogli pol varno okolje zagotoviti, smo pol, da sem jaz videla, koliko je telesna teža, in pol naslednjič smo se pa že lahko s tem spoprijeli, ker so začele hujšati, ne. Tako da take stvari je treba tudi pomisliti, zagotoviti, da ne more en drug tudi priti v prostor, da je vse skupaj zelo pač spoštljivo.
Cilji seveda zdravljenja debelosti so preprečevanje oziroma zdravljenje zapletov in spremljajočih bolezni. Mislim, da predvsem zdravstveni delavci, ki se s tem ukvarjamo, se moramo boriti tudi proti stigmatizaciji tega problema. V končni fazi za paciente je pa seveda pomembno tudi doseganje dobrega počutja in pozitivne telesne podobe, pa samopodobe, kar se mi zdi mogoče res tudi ena izmed ključnih stvari. Zdaj, tukaj je tehnica tudi pomembna pri temu, a ne, cilj je treba realno postaviti. Tako da jaz, ko vstopamo neke terapevtske programe s pacienti, če bi prišla recimo ena gospa, pa bi imela 120 kg, pa bi rekla, da želi imeti 70 kg, bi rekla, da tega jaz ne znam. Da je realno, jaz težko pomagam, razen če je res tako visoko motivirana, da bo pač to zmogla, ampak se mi zdi pošteno, da se prej realno zmenimo, kaj jaz mislim, koliko so tudi naše sposobnosti s temi našimi ukrepi, ki jih trenutno imamo, ne. Ker moramo vedeti, da te stvari, ki smo jih do zdaj imeli, sprememba življenjskega stila, to je cel sistem v državi, ki na tem temelji, so študije pokazale, da pride samo od 3 do 5, mislim, zdaj sem uporabila termin, samo od 3 do 5% zmanjšanja telesne teže. Kdorkoli je že kdaj, ali ima težave s telesno težo, ali pa je že kdaj hujše uvede, to že kar veliko za shujšati. To prvič ni enostaven problem, drugič je tudi to izziv za vzdrževati, pa zelo je za poudariti to, da je tudi 3 do 5% pomembno izboljša zdravljenja, ne, tako da recimo ni tega razočaranja, ker ljudje štartajo 100 kg, pa pridemo na 95, pa rečejo, jaz bi pa tokrat prišel na 80, ampak tudi s temi 5 kilogrami so veliko naredili za svoje zdravstveno stanje. Pa seveda individualno je treba tudi postaviti te cilje, recimo. Pa tudi ne govorimo vedno samo o telesni teži, recimo veliko žensk ali bi se rado začelo nazaj s kakšnim športom ukvarjati, ali pa bi si rade kupile kakšne lepe obleke, pa si recimo postavimo konfekcijsko številko 2 nižji kot za nek cilj. Ali pa bi rade smučale, brez da bi jih tiščali pancerji, recimo. Pa to rečemo, da bo en cilj, da je še nekaj oprijemljivega zelo zraven. Kot sem že prej rekla, 5 do 15% so te cilji, tudi vemo, zelo kakšne posledice so pol na zdravje, ne. Jaz se ukvarjam, kot sem rekla, sladkorno boleznijo in zdaj smo začeli letos, to smo bili zelo veseli, govoriti o remisiji sladkorne bolezni, ker do zdaj smo pacientom govorili, da se pač sladkorne bolezni ne da pozdraviti in da je to kronična bolezen, ki se obvladuje. Zdaj smo pa začeli govoriti, da ob redukciji se dejansko lahko ti hormoni vzpostavijo, da te teže nazaj, da lahko vzpostavimo normalne vrednosti krvnega sladkorja brez zdravljenja. In to nekje dosežemo z redukcijo 15% telesne teže. Tisti, ki so pa bolj debeli, recimo 150 kg, 140, govorimo pa o kilogramih. Takrat nekako mislimo, pa dosti 15 kg za redukcijo. Ampak recimo vidimo že 5%, da se bistveno izboljša stanje. Potem recimo spalna apneja, ko sem prej govorila, koliko se tudi izboljšajo te indeksi. Recimo tukaj vemo, je ciljna izguba 7 do 11% in tam se potem kar za 30% izboljšajo te motnje dihanja med spanjem. To je ogromno, ne. Zelo pomembno se mi zdi ta tudi sindrom policističnih jajčnikov, to je ena bolezen, s katero se spopadajo ženske. Težava se ponavadi pojavi v rodnem obdobju, ko bi si želele te ženske ustvariti družino, so težave čisto zaradi hormonskih neravnovesij z nositvijo in tukaj tudi vidimo, recimo 5%, 10% se že pol toliko stanje lahko izboljša, da dejansko se bolezen klinično umiri. Zdaj seveda temeljno zdravljenje, zdaj bi se malo dotaknila teh temeljnih stebrov, je še zmeraj prehrana, ne. Prehrana poudarjamo to, da je potreba pač znižati kalorijski vnos in da bodo spremembe dolgotrajne, kot sem že prej rekla. Ko začnemo hujšati, jaz pacientom rečem, zdaj bomo shujšali, pol bomo rekli, smo dosegli cilj, potem bomo delali na vzdrževanju in vi nikoli več ne boste mogli jesti to, kot zdaj jeste. Da slučajno ne bi mislili, da ko bomo pa shujšali, da boste lahko šli nazaj v iste okvirje, ne, stalno bo treba paziti. Prehrano je seveda treba prilagoditi posamezniku.
njegovemu načinu življenja, kaj dela v službi, a dela izmene, a ima malce v službi, a si lahko kuha, a mu še mama kuha, a je kuha, recimo ženske pa naše zelo kuhajo za celo družino. Tako da tam moramo recimo priti čez neko magično mejo, a bodo jedli polnozrnate makarone, zato ker bi vsi ostali bele. A ne, kuha pa še za 5 drugih ljudi. Tako da to je treba zelo razmišljati, kako posamezniki živijo. Zdaj, osnovne podatke, mislim, da je najboljše, da se pridobi pri dietetiku ali pa v centrih za krepitev zdravja, ima recimo eno delavnico Zdravo jem. Tam zelo dobro razložijo vse te stvari o posameznih prehranskih živilih, tudi mogoče kaj, koliko je kaj kalorij, če bi se kdo hotel spustiti po tej poti štetja kalorij, a ne, pa s tem vzpostaviti nadzor. Tukaj na desni strani je prikazana mediteranska prehrana. To se zadnje čase največ svetuje, tudi za diabetike in za bolnike z boleznimi srca in ožilja. Mislim, da dosti približujemo tej prehrani, vsej zahodni del države ima zelo bolj to urejeno. Zdaj, kar se pa teh modernih diet tiče, to je zelo veliko vprašanj, ketogene diete, intermitentno postenje. Zdaj, za same diabetike ketogene diete odsvetujemo, zato ker še nimamo zelo dolgoročnih podatkov o izidih, o zdravstvenih izidih, pa pri sladkorni je treba biti zelo pozoren zaradi drugih zdravil, ne, zato ker jaz titriram zdravila na podlagi tega, kako je urejena prehrana. Če se pa ta prehrana zelo spremeni, je treba zdravila preden, kad se lotimo sprememb tudi temu prilagoditi. Druga stvar, ki se mi zdi, da je pa zdaj bolj moderna, je pa intermitentno postenje. To je zdaj sicer moderno, ampak je spet treba oceniti, a bo človek to zmogel na dolgi rok vzdrževati. Recimo jaz sama sebe vem, da ne bi šlo, zato ker najprej zjutraj, ko vstanem, jem zajtrk pa kavo, pol pa naprej štartamo dana, ne. Tako da absolutno, če začnem prvi obrok imam ob 6 zjutraj ali pa 15 do 6, pa če bi imela pol samo 8 ur okno, mi praktično cel popoldne odpade in zagotovo tega ne bi mogla speljati. Poznam pa precej ljudi, ki so s tem pa uspešno tudi shujšali, je pa še zmeraj poudarek na temu, da je treba redukcijo kalorij narediti. Tako da to ni mišljeno, 16 ur nič ne jem, pa bom pa 8 ur jedel vse, kar želim. Ker se lahko človek glih tako zredi, če bo tistih 8 ur jedel preveč, a ne. Tako da tudi tukaj je treba paziti na kalorijski vnos. S tem, da imamo tukaj zelo veliko poudarka na telesni vadbi. Pol paciente vprašajo, pa vi, če ob 3 ali pa 4 zadnjič jeste, ali lahko res ob 7 še na sprehod ali pa na aerobiko zvečer, a ne. To mislim, da ne gre lih najbolj skupaj, a ne. Nasploh se premikamo, kot sem že prej rekla, v mediteranski prehrani, se odmikamo od nekih navodil, ki smo včasih bili zelo rigidni, pa smo rekli, toliko procentov maščob, toliko procentov ogljikovih hidratov, se zdaj bolj premikamo proti nekim prehranskim vzorcem, pa dietam, pa vrstam hrane. Tako da res se priporoča minimalno predelana žita, celo zelenjavo pa sadje, stročnice, oreščke, semena. Kad skupek nekih priporočenih diet se je pa najboljši izkazala mediteranska prehrana, nordijska ali pa vegetarijanska. Čim bolj pa omejujemo rdeče, predelano meso, sladkorje pa belo moko, to bi pa res mogli minimalno odstraniti z prehrane, in to so tudi te stvari, ki so najbolj kalorijsko bogate. Jaz probam, ko vstopamo v te procese hujšanja, se dogovoriti za neke enostavne stvari. Recimo diabetike učimo, da lahko pojejo za 500 ogljikovih hidratov, to je desen krožnik. Tak ne bi bil sestavljen nekoga, ki ima sladkorno bolezen, in na tak način probam zastaviti tudi neko pri nekomu, ki začnemo s hujšanjem. Polovica krožnika je lahko zelenjava, za 500 ogljikovih hidratov, pa za dlan mesa. Zdaj si predstavljate, koliko je v bistvu to malo, a ne, ampak je malo samo v naših glavah, to je dovolj hrane. Samo mi imamo standarde, kaj mora biti na našem krožniku, toliko višje postavljeno. Tako da recimo druga varianta, pa se dogovorimo, da pa dajo polovico ogljikovih hidratov pri večerih stran, ali pa pri kosilu. Rečemo, takoj boste si dali
polovico manj krompirja ali pa polovico manj makaronov, pa za večerjo en kos kruha namesto 2 kosa kruha, drugo dajte nadomestiti z beljakovinami, se pravi kakšen jogurt, skuta ali pa zelenjavo, tako da na ta način se probamo pogovarjati. Ker drug spekter so pa recimo kalorije tukaj je pa beljakovinski šejk, beljakovine z zelo malo kalorijami, tukaj govorimo od 600 do 800 kilokalorij na dan, to je zelo malo, ne? En odrasel moški porabi približno 2500 kalorij, ženska pa 2000 kilokalorij, to da si predstavljamo, tako da tukaj gremo res v zelo veliko redukcijo, so pa te diete učinkovite pri ljudeh, ki so motivirani, poudarjam. Tako da, ko so te študije izvajali v Angliji, se je sploh odločili za vključitev 20-30% ljudi samo to. So sicer učinkovito shujšali, ampak so bili v bistvu na beljakovinskih napitkih 4 mesece, so samo to pili, pa so začeli pa v bistvu dodatno dovajati dodatna hranila. Te študije so delali pri diabetikih in s tem so v bistvu res dosegli remisijo, ne. Oni so šli kar čez noč, rekli so jim, zdaj boste imeli te napitke, od jutri ne boste vzeli več zdravil za arterijsko hipertenzijo pa za diabetes. Čist čez noč so ukinali in dejansko je prišlo do take redukcije telesne teže, da so jih praktično zazdravili sladkorno bolezen. To je pa en drug spekter, recimo nekih teh diet, ki se jih lahko tudi poslužujemo. Dejstvo pa je, da je tudi pri teh dietah, recimo ljudje, ki imajo te nadomestne obroke, se treba navaditi, da enkrat treba iti nazaj v resnično življenje. To je spet, ne moreš več 4 mesece na beljakovinskih napitkih shujšati 15-20% telesne teže in potem pričakovati, da se boš vrnil nazaj v stari življenjski slog, ker je hitro si spet na istih tirnicah, a ne. Zdaj, kar se telesne aktivnosti tiče, drug pomemben steber, zdaj telovaditi ne moramo toliko, da bomo seveda shujšali, je pa vseeno to ena pomembna podpora, predvsem za jačanje tudi mišične mase. Svetuje se nekje od 30 do 60 minut aerobne aktivnosti, večino dni v tednu, pa 2-krat tedensko tudi vaje za moč. In kot sem že prej rekla, meritev telesne teže naj tudi ne bo edini spremljani izid. Recimo, kar jaz vidim pri moških, zelo mi povejo, luknje na pasu, pridejo na kontrolo, pa rečejo, doktorica, zdaj imam pa 2 luknje, sem premaknil na pasu za hlače, ženske spremljamo pa bolj po oblačilih. Ponavadi tudi nam, ki niha telesna teža, imamo itak vse konfekcijske številke in pol to migriramo po omarah in pol spet povejo, gospe, zdaj sem pa tiste hlače oblekla pred 3 letami spet prav. Je seveda to res del vsakega programa zdravljenja debelosti, ob tem seveda, ko se to jača, je pa zelo važno, da se povečuje tudi spontana dnevna aktivnost. To, kar smo pregledali s tem avtom, da se gre v McDonald's, se pravi, spodbuja se, da se gibamo, ali gremo peš v trgovino, v službo, da hodimo s stopnicami, ne z dvigalom, da recimo gremo s kolesom v službo ali pa v mesto. Ena taka aktivnost je delo na vrtu, ker tudi s tem porabimo nekaj kalorij. Potem so psihološke intervencije, ki se mi zdijo zelo pomembne, mogoče ključne, ne. Zato, ko mi lahko pacienta naučimo, bolnika, vsak se lahko to nauči, zdaj imamo vsi dostop do informacij, na internetu lahko pol ure vse izvemo, od tem, kako je treba jesti, kaj so zdrava živila, zdaj pa to vpeljati, te spremembe v naše vsakodnevno življenje je pa večja težava. Tukaj spet je treba vpeljati neke vzdržne vedenjske spremembe, doseči individualni pristop, zato ker imamo tudi na individualne načine življenja, ne, posegamo pri tem po več možnih strategijah, tukaj jaz sem velik zagovornik vedenjsko-kognitivne psihoterapije, predvsem vedenjskih ukrepov se poslušujemo, recimo ena zadeva je načrtovanje obrokov, ljudje, ki načrtujejo obroke ali pa pišejo dnevnik prehrane, manj pojejo. Tako da z vsakim, ki se lotimo hujšanja, se mora dnevnik prehrane urediti, en blok kupiti, zvezek. Potem se učimo, da je treba jesti počasi, ne pred ekranom, usesti se treba. Se pravi, ženske medtem, ko kuhamo, pospravljamo za otroke, zlagamo v stroj, pa kje kaj ostane, ali pa kuhamo kosilo, pa vzamemo 2 piškota, ki so zraven v škatli, tega se učimo, da se ne je, potem se ječ uječe. Pa recimo razvijamo toleranco na lakoto. En profesor naš z Anglije je rekel, da ni nič narobe, če smo lačni, da to ni, nobenemu se ne bo nič zgodilo.
Tako da se je treba tudi naučiti biti lačen, pa da lahko tudi počakamo na naslednji obrok, da ni treba, da posežemo po nečem nezdravem, ne. Pa učimo se potem premagovanja ovir, se pravi, ko pride do nekih hrepenenj, popravljamo navade, urejamo dosegljivost, se pravi, eden izmed ukrepov je, da se sčisti kuhinja. V kuhinji ni piškotov, čipsov, nobenih pregreh, oziroma so nekje ful daleč stran v garaži, da je treba, da človek razmisli ob 11 zvečer, a bo šel zdaj v pižami po tiste piškote, ali bo malo počakal 2 minute, pa bo raje spil en kozarec vode. Potem so neke socialne okoliščine, pa pritiski različni, ki se jih moramo tudi naučiti predelovati, v tem smislu, da gremo na praznovanje, pa smo na dieti, pa nam rečejo, da bomo pač en kos torte, dej, ker imam glih rojstni dan, in se treba naučiti, kako ljudno reči, da pač mi ne bomo zdaj tega kosa torte. In pa nam še 3-krat rečejo in mi še zmeraj moramo še ta tretjič vztrajati. Del tega je tudi obvladovanje stresa, a ne velikrat in tudi nekih čustev, a ne, tudi tam se je treba naučiti, če čustveno se prenajedamo, recimo, da ločimo v službi, en vzorec bi bil, se skrehamo z šefom ali pa stranko in smo besni in gremo po piškote. Ampak smo besni in takrat je treba reči, zdaj sem besen ali pa slabe volje, nisem lačen, se pravi, ne rabim jesti. Moram podihati malo ali pa iti spiti en kozarec vode. Drugo je isto obvladovanje spanja, pa načrtovanje časa, ne. Recimo en ukrep pri načrtovanju časa bi bil, da si zablokiramo v koledarju telovadbo. In nas pol eden pokliče, a bi imela čas za sestanek v četrtek ob 6, ne, zato ker imam takrat fiksno telovadbo, ne. Ne, da gledamo, kdaj bomo telovadili, takrat, ko bo slučajno nam ostalo še kakšno okno v Outlooku prosto. Kot sem že prej rekla, načrtovanje in pisanje dnevnikov, to so moji dnevniki, jaz se digitaliziram. To je še 29.4., to so prvomajske počitnice, zdaj sem bila na blokih, zdaj probam iti pa na aplikacije. Dnevnik je res važen, da vi vidite sploh, kaj pojeste, zato ker meni veliko ljudi reče, ja, doktorica, jaz sem solato jim. Verjetno ne, ker če ne bi bili vsi suhi. Tako da najprej se treba soočiti sam s sabo in dejansko napisati vse, kaj se tekom dneva je. In vidite, tukaj sem se še kar držala. To je jogurt, arašidovo maslo, kavo, mleko. Potem sem pa jedla čevapčiče, lepinjo, grško solato, Coca-Cola. Potem sem pa sama sebe hotela malo potolažiti po teku, kakor da po teku je pa v redu, če spijem Coca-Colo, za večerjo pol pa banano, pa še tekla sem tisti dan, Tako da na ta način vzpostavljam nadzor. Nadgradnja tega, to je pa mislim, da od 8. od torka, so pa recimo spletne aplikacije, tiste, ki je toliko računalniško pismen. Tukaj sem si začela pač beleziti, tukaj je fajn, zato ker vam pa tudi kalorije zraven šteje, Jaz jem drugače skozi eno in isto, razen ko sem v hotelu, grški jogurt, eno žlico arašidovega masla, pa kdaj dam še polovico banane, pa pač mleko. Hkrati se pa tukaj lahko tudi načrtuje, vidite, tukaj zvečer sem en dan prej že dala 10:30 noter. To je ena taka juha, to je moja mama kuha, jajca, krompir pa hrenovka, to kdaj jemo za kosilo in sem že tukaj načrtovala za en dan naprej in si pol v bistvu sledim s tem. Tako da zdaj v bistvu že en dan naprej probam vedeti, koliko bom pojedla in ta način obvladujem pol tudi obroke, Tako da to je en malo bolj moderen način načrtovanja, lahko se uporablja pa samo kot dnevnik, se vpiše noter, pa pol vi na koncu dneva veste, koliko ste pojedli kalorij in na ta način tudi vzpostavite nadzor. Pol nekaj o teh ovirah, malo vem, da sem malo prekoračim s časom, ampak bom do konca to končala, Ovire. Kot sem že prej rekla, če imamo pač doma celo kuhinjo dobrot, ki nas kličejo zvečer, ko smo mi utrujeni, pa ko damo otroke spat, pa pospravimo kuhinjo, zdaj bi se pa mi dale na kavč, pa si še kaj privoščile, zato ker smo utrujene, pa si zaslužimo. To so take misli, ki nam potem obdajajo. Ali pa bi se nagradile ali pa potolažile, je velika verjetnost, da bomo pač nekaj vzele, če bomo imeli doma. Druga stvar so te socialne situacije, v smislu, ko pridemo na obisk k mami, pa nam kaj speče, pa reče, jaz sem zate, sem spekla, ker te nisem videla že 14 dni, ti si pa na dieti. In zdaj, kako ljudno reči, jaz sem zdaj na dieti, hvala za pecivo, ampak jaz tega ne bi. Pol pa slovenske mame še 3-krat rečejo, pa dej vseeno, so jabolka z domačega vrta, pa
v tem štrudlu, a ne, na ta način se na to pripraviti, ali pa recimo v službi, a ne, gre človek po kavo ali pa na stranišče, pa gre v čajne kuhnje, kjer je cela paleta piškotov na mizi. Se spet treba reči ne, zdaj zdravo živimo, jedla si zajtrk, jedla si malco, si presla jabolko in zdaj pač ne bomo od tega piškota. Te stvari se je treba seveda naučiti, to je mogoče na prvi pogled se zelo enostavno sliši, ampak to so neke tehnike, ki se jih da naučiti. To mi je res važno, da se vsak zaveda, da se to da, ni pa enostavno. Zdaj, ena skupina naprej so potem zdravila, ki nekako dopolnjujejo te spremembe življenjskega sloga. Predpisujemo jih ob indeksu telesne teže več kot 30 ali pa tudi ob 27, če so prisotne spremljajoče bolezni. Nekje računamo, da moramo po 3-mesečnem zdravljenju s temi zdravili doseči vsaj 5% izgubo telesne teže, pri diabetikih pa vsaj 3%. Zdaj, zdravil imamo več odobrenih v EU, ne moramo jih pa dobiti še vseh v naši državi. Orlistat smo imeli leta nazaj, to je eno zdravilo, ki zavira absorpcijo lipidov v prebavilih in na ta način pač v bistvu grejo kalorije pol mimo absorpcije, ima potem seveda tudi možne stranske učinke, eden izmed njih je driska, potem smo imeli naltrekson, brupropiron, ki je centralni zaviralec apetita, to so tablete, ki se jih stopnjuje v 4 tedne se stopnjuje odmerke, naj bi prej zavirali apetit in se na ta način potem zmanjšal nas kalorij. V zadnjih letih imamo pa tudi liraglutid pa semaglutid. To so ena zdravila, ki se jim reče GLP-1 agonisti. Ta zdravila so bila razvita za zdravljenje sladkorne bolezni in se potem kasneje ugotovilo, da tudi učinkovito znižuje telesno težo. Namreč ta zdravila upočasnjujejo praznjenje želodca in s tem povečujejo občutek sitosti, hkrati tudi centralno zavirajo centre za apetit v možganih. So pa beljakovine in jih imamo zaenkrat liraglutid v injekcijah, to se je treba dati enkrat na dan injekcijo, semaglutid je pa tudi v peresniku, ampak je prednost tega, da je aplikacija enkrat tedensko. Ta zdravila so, če smo prej videli, koliko so spremembe življenjskega sloga med 3 pa 5%, je tukaj nekje pridemo z redukcijo lahko tudi do 15%. Predvsem semaglutid se je tukaj izkazal kot zelo učinkovit, tako da tukaj polagamo velika upanja. Zdravilo sicer, ki je prav registrirano za debelost, je Wegovy, če bo kdo kaj gledal po forumih, je že registrirano, ampak ga še ni na našem trgu, odmerku 2,4 miligrama, zato ker enostavno Američani pa Kanačani ga toliko pokupijo, da na naš trg niti še proizvajalec ni prišel. Imamo pa eno drugo zdravilo, ki je pa Ozempic, ki se uporablja pa za zdravljenje sladkorne bolezni, ampak je noter ista učinkovina. Tukaj veliko ljudi pa vpraša, koliko časa bodo mogli ta zdravila jemati. Nekje v smernicah, v priporočilih, zdaj govorimo o 2-letnem jemanju teh zdravil. Se pa dosti tukaj pogovarjamo, ker če je debelost kronična bolezen, bo se mogoče izkazalo, da je treba tudi zdravila pol doživljenjsko jemati, tako kot recimo zdravila za dislipidemijo, ker vemo, če se opusti statine, gre pa holesterol nazaj gor, ker tudi tukaj enkrat, ko se prekine s temi zdravili, je zelo velika verjetnost, da se bo človek začel nazaj rediti, razen če ni ta čas, to jaz vsakmu rečem, ne vzame zdravilo kot okno, da naredi toliko vedenjskih sprememb, da jih bo lahko pol vzdrževal, ko bomo prekinili zdravili, da mu to nekako odpre okno. Pol je seveda še zmeraj možnost bariatrične operacije, pri nas še zmeraj se to kar nekateri poslužujejo, tudi to ni čudežna rešitev, imam pa si pacientov neki tudi, ki so naredili ta poseg, pa tudi vzdržujejo telesno težo. Tudi tukaj so potrebne vedenjske spremembe, tukaj so pa še manjši obroki, tako je treba prej narediti veliko nekih pregledov, uporablja se različne kirurške tehnike, tukaj je pa še večja redukcija telesne teže, od 20 do 40%. S tem, da imamo zdaj ena zdravila, ki bodo prišla na naš trg po mojem enemu letu ali pa 2, ki bodo tudi tam na 20-30% lahko redukcije telesne teže, tako da se bomo zdravili že zelo približali tem bariatričnim operacijam.
to zdaj čakamo, bo pa verjetno v prvi fazi spet zdravilo registrirano za zdravljenje sladkornih bolezni. No, zdaj smo pa pri tehtanju, to je, pa bomo pa skoraj končali. S tehtanjem se jaz tudi v moji ambulanti zelo veliko pogovarjam, ker je to en del pregleda pri meni, kot pri diabetologinji. Tukaj se zelo veliko pogovarjamo, koliko bomo odštela, ker pridejo k meni, zato ker imajo zdaj bodo zimski čevlji, pa jope bomo nosili, tako da mi vsakemu pacientu odbijemo 1 kilogram, moram povedati, da sem kar dobrohotna v moji ambulanti, tukaj si ta gospa še uhane dol snemuje, da bo lažje. Pa se tudi veliko pogovarjamo od tega, ja, doma je pa 2 kile manj pokazala zjutraj, tako da načeloma probam govoriti, da je važno, jaz mojo tehtnico sledim doma, pa vsak svojo, ne, važno je, da se z eno isto tehtnico tehtamo, priporočeno je enkrat tedensko, veliko ljudi se tudi vsak dan tehta, samo pri vsakodnevnem tehtanju so zelo velika nihanja in to lahko psihično obremenjujoče, ne. Zdaj, če se lotimo hujšati, pa se pa 5 dni držimo, pa se stehtamo, pa gre pol kile gor, pa rečemo, kaj se mučim, se itak brez veze, vseeno, če jem, pa spet en dan cel lahko jemo, preden, kad se vstavimo nazaj. Tako da enkrat tedensko je mogoče bolj prijazno do nas, to naredimo zjutraj, pa z isto tehtnico, ne. In tudi treba se pripraviti, da pač telesna teža ne bo padala zvezno. Te tabele si pol moji pacienti tudi v ta blok naredijo, kot sem prej rekla, da pišemo hrano noter, da bo šla krivulja tako, ne. Lahko bo en teden tudi do porasta prišlo 2 kilograma, ampak važno je, da se pač vztraja in zmeraj se gleda pol trend, kak je, ne. Zato, ker vi, ko vidite tabelo, veste, da gre dol. Tudi, če vas kakšen teden malo se kaj zgodi, ne. Ker tudi potem, ko nekako dosežemo tisto težo, ki smo jo zmogli, ponavadi greš na kila gor, 1 kila, 2 kilograme se dvigne in potem to nekako najnižja teža, ki jo lahko vzdržujemo. Tehtanje je važno tudi potem naprej pri vzdrževanju, zato da hitro ukrepamo, če začne se kaj dogajati. Nekje 20 kilogramov ima veliko ljudi limit, se pravi, se stehtajo, ko vidijo, da je plus 2 kilograma, je treba spet se vprašati, kje so bili prekrški, kje so bili problemi, da se do časa ustavi zadeva. Zdaj, to je pa moj zadnji slajd, pa se bomo lahko kaj pogovorili, tukaj sem napisala izzivi zdravljenja debelosti, zato ker menedžerji pravijo, da ne smemo govoriti o problemih, ampak o izzivih. Eden je motivacija oseb, se pravi, jaz lahko ljudi zelo opremim z znanjem pa z zdravili, ampak predvsem mora se oseba, bolnik odločiti za neke spremembe, ne. Tukaj zelo velikokrat rečem, da sem jaz tehnični svetovalec, da bom nudila vso podporo, pa jih lahko opremim z znanjem, motivacija mora biti pa na nek način notranja, ne. Tako da tudi v študijah, ko so jim vse predstavili, pa so imeli zelo veliko podpore, se je samo 10 do 30% ljudi odločilo z debelostjo, da se bodo vključili v neke programe. Potem mislim, da je izziv dostop, to je na splošno problem v celi državi in dostop do zdravstvenih storitev, pa seveda dostop tudi do tega, komu bo zavarovalnica krila ta zdravila. To se bo tudi treba zmeniti, recimo s prihodom teh zdravil, ko bodo registrirana. Recimo angleška zavarovalnica se je odločila, da bo ta Wegovy, kot sem prej rekla, semaglutid plačala tistim, ki imajo indeks več kot 35, pa kakšne pridružene bolezni. Tako da tukaj vidim tudi vaše društvo kot pomemben nek partner v pogovoru, zato ker vi ste interesna skupina, ne. Tudi pol, ko se bodo začeli pogajanja ZZZS, da se mogoče reče za nekoga, ki ima ishemično bolezen srca, arterijsko hipertenzijo, pa indeks recimo več kot 35, da bi mu zavarovalnica krila ta zdravila. Tukaj mislim, da se boste mogli pacienti, se bomo mogli tudi kar oglasiti. Potem seveda je izziv uvajanje sprememb v življenje, to vemo, ne samo pri prehrani, ampak pri vseh stvareh, recimo ukvarjam se tudi zelo z opuščanjem kajenja, to je tudi ena taka zadeva, ki je zelo težko dosegljiva, tudi pomembna mogoče tudi za bolnike s srčno-žilnimi boleznimi. Potem je izziv vzdrževanje, o vzdrževanju bi lahko se pol ure pogovarjali, se pravi, kaj se zgodi z nami, potem, ko shujšamo, da bomo to težo vzdrževali. Pa izziv je seveda, ker je to tek na dolge proge, tako za zdravnika kot za bolnika.
To ni tako, kot interventni kardiolog, ko vas infarkt, pa vas jaz peljem s helikopterjem, mi smo vsi srečni, oni vam dajo stent, pa vi ste v redu, pa ko ste do časa prišli, pa še nimate, imate še ohranjeno funkcijo srčne mišice in smo res takoj imamo občutek, da smo razrešili zadevo, saj do nekaj časa, saj še zmeraj morate vi veliko energije v to vložiti, da ohranjate svoje zdravje, ampak to je pa res, zdravljenje debelosti je tek na dolge proge, tako za zdravnika kot bolnika, tako to zmeraj opozarjam, da ni za pričakovati res nekih hitrih, čudežnih rešitev. In tudi potem recimo, ko delamo zdravljenje debelosti, bo treba verjetno stalne kontrole hoditi, tudi verjetno se bodo ene klinike vzpostavile, Angleži so že rekli, da se bo pač lahko zdravljenje izvajalo samo za to specializiranih centrih, in tudi pri nas so dali zdaj slovenski zdravniki, ki so objavljene tudi smernice za zdravljenje zdravili slovenske, da se bo pač to delalo v specialističnih ambulantah. Tako da se ne pričakuje, ne v tej fazi, da bodo to lahko vodili družinski zdravniki. Tako da ob tej fazi, v kateri je naš zdravstveni sistem, mislim, da je to kar zalogaj, kako bomo to nekako naredili, da bodo tudi pacienti imeli najboljši izid zdravljenja. Ta slika je pa z moje ambulante, le naprej je naslov, tako da to pogledam in pa se počutim kot na bojni ladji, ko se borimo. Tudi sladkorna bolezen je tek na dolge proge. Tako da to z moje strani, bila sem čez čas, kot ponavadi, se opravičujem, ampak to mi je res taka tema, se mi zdi, da bi se lahko več ur pogovarjali o njej. Zdaj bom dala pa stop share, da bom videla četa, ne. Mislim, da je bilo izjemno zanimivo in nismo imeli občutka, da bi bilo kaj predolgo, tako da hvala za predavanje. Zdaj, mi smo že vnaprej dobili 3 vprašanja, tako da bi vam to prebrala. Kako veš, koliko hrane, kalorij lahko poješ? Kaj moraš pri izračunu upoštevati? Zdaj, če bi zelo natančno to hoteli izmeriti, bi bilo najbolj, da bi se oglasili v Centru za krepitev zdravja, da se pol določi glede na vaše, tam se naredi meritve, tudi telesne, glede na to, kakšno je bazično izhodišče, koliko kalorij pol vi dejansko potrebujete, nekje v povprečju je pa 2500 za moške, pa 2000 za ženske, in potem nekje ciljamo, da smo 300 do 500 kilokalorij, ne bi bili v minusu vsak dan. Tako da, če bi se pol lotili šteti, bi recimo rekli 1700 kalorij, da bi nekako probali biti. Zdaj, če bi tlo hoteli zelo natančno izvajati, je kar zahtevno, moram reči, ker to pomeni tehtanje hrane. Recimo ta aplikacija, kot sem prej pokazala, je pisala, da ima grški jogurt, ne vem, toliko kilokalorij, pa sem pa dala pol lončka, pa me je napisal 50, dan sem šla pa na deklaracijo gledati, je pa 240, 200 gramov tisti jogurt, tako da so že tam podcenila recimo, ali pa štetje na embalažah, da se pač pol pogleda, pa se stehta. To je ena zadeva, tako da najbolj natančno pa ja, je treba pa zmeriti telesno sestavo, no. Je pa to res precej dela. Pol naprej, če tega pol naučiti štetje kalorij. Ena naša članica je pa spraševala, ali je tudi aktivno pospravljanje po hiši način gibanja, ki šteje pod vadbo? Ne. Jaz vsakemu rečem, pač, ker jaz imam recimo veliko žensk, ki zelo cel dan delajo, pa so recimo upokojene, pa rečejo, saj kuham, pa v vrtu sem bila. Na en način ja, ampak jim rečem, da imam občutek, da so utrujena od tega, ne vem pa, če je psihofizični učinek isti, ker če bi se oblekle, pa šle za pol ure nekam na sprehod, pa se še na klopco usedle, pa malo okrog pogledale, pa pošle z nekim hitrim tempom naprej, vseeno se je treba malo zadihati, no. Zdaj seveda, če pa res zelo, pa da si imamo glasbo, pa da zelo energično drgnemo, pa da se malo prišvicamo, pa zadihamo, potem pa ja, drugače pa res svetujem, da gospodinjstvo počaka, pa gremo host, pa pol na ta način, no. To je spet ta time management, pa postavljanje, drugače pa ja, je pa vsekakor, pa zelo imamo to filozofijo, tudi Slovenci, ali pa ženske, ali pa ne vem, perfekcionisti, vse ali nič.
To je tudi en tak psihološki trik. Mi smo zadovoljni, samo če je vse 100%, tudi če bi lahko bilo mogoče 70. Se pravi, ker nimam časa za iti 1 uro hoditi, pa ne bom šel. Ampak mogoče bi bilo pa vseeno v redu, da bi šel vsaj za 15 minut, v bistvu vse je boljše kot nič, na ta način. Tako da, če nimaš časa, pa moraš pospraviti, zagotovo boš, da pa pač aktivno čistimo, kot da smo na kavču. No, jaz imam še tukaj še eno vprašanje. Kaj menite o tem, da ni dobro jesti pomalo čez dan, ampak raje parkrat dnevno in takrat malo več? Odvisno, kakor vam paše. Jaz bi to rekla. Nekoga, recimo, ki se lotimo hujšati, pa ne zajtrka, jaz naučim, da mora vpeljati 5 obrokov, če je njegov cikel tak, da ima 2 obroka ali pa 3. Zdaj stališča držanja nekih nižjih vrednosti krvnega sladkorja, pa mogoče bolj 5 obrokov na dan, pa manjših, Samo spet za nekoga, ki ni vajen jesti malce, da jaz pa ne bom učila, da mora obvezno pojesti malce popoldne, Samo zdaj spet to, kaj jesti. Ko pol rečejo pacienti, ja, malce sem, pa jaz rečem, ja, pač kaj ste jedel, malca ni 3 kose kruha, je dosti jabolko, Se iz tega izhaja tudi pol ta koncept intermitentnega postenja, da bi 16 ur nekako dali pavzo svojemu telesu ali pa 2 dni na teden. Jaz mislim predvsem, da se mora način skladati z vašim načinom življenja pa kuhanja, pa temu, kaj boste vi dolgoročno lahko zdržali. Zdaj imamo pa že tele vprašanja v chatu, tako da še povabim, če ima kdo še kakšno vprašanje, da lahko napiše. Vidite, doktor? Star sem 77, višina 172. Moja ocena, da čestitam, da ste star dosegel 77 let. Zdaj vam bom indeks, to imam jaz en tak, s tem jaz čez zmeraj računam, to, ki nisem nič digitalna. Lahko si izračunate, so kalkulatorji na internetu. Če vpišete not ITM kalkulator, vam bo vse 172, 92, 31. Zdaj, če gledava sam indeks telesne mase, imate 31, se pravi, ste sicer v področju debelosti, ampak glede na vaša leta bi jaz bila previdna pri kakršnem koli hujšanju, tako da prav hujšanja vam ne bi svetovala, zato ker velik problem hujšanja v starosti je to, da se zmeraj zraven izgublja tudi nekaj mišične mase, kar lahko slabša druge izide bolezni, tako da jaz bi vam tukaj svetovala, seveda ni treba, da jeste sladkor, pač mediteransko prehrano, ampak predvsem res na poudarku na kvalitetnih živilih pa na gibanju. Se pravi, da ohranjate čim več kondicije, da ste redno fizično aktivni, mogoče kakšna vaja za moč bi bilo zagotovo. Zdaj, da bi šel po kakšen program zelo hujšanja, pa absolutno pri vaših letih bi odsvetovala. So zamaščena jetra tudi razlog za zvišan krvni sladkor? So, pa tudi krvni sladkor zvišan je razlog za zamaščena jetra, tako da oboje. Velikrat je čist problem, ker pa ljudje zelo veliko hočejo se pogovarjati glede prehran z maščobami, ampak je problem čisto na nivoju ogljikovih hidratov, zamaščena jetra, tako da je treba bolj na temu gledati, da se zmanjša vnos sladkorja. Pa še ena zadeva, umetna sladila. Umetna sladila so se tudi pokazala, da okvarjajo jetra. Tako da tudi, če nimamo kalorij, pa ne vplivajo na sladkor, ni to zdrava zadeva na dolgi rok. Tako da sol in sladkor so zelo take stvari, ki so stvar okusa in se jih lahko tudi odnavadimo. Spremljam, bolj spremljam te naše odzive, zdaj vem, da se je naše društvo tudi vprašanje, ali spremljate medijske reklame o hitrem hujšanju brez napora in jejte, kar hočete. Mislim, da se je naše društvo oglasilo, profesor Pongračeva, društvo diabetologov, na to, da je pač to zavajanje. Kar jaz vem, pa mi ne moramo ustaviti.
se ena taka zadeva so tudi te, kaj sem gledala, pa v zelo takih časih so, dobro jutro sem odprla v ponedeljek, so tudi veliko prehranskih dodatkov, vmes reklame, ene stvari, ki sem prepričana, da nič ne pomagajo. Ali obstaja kakšna študija o debelosti revnih, srednjega sloja in bogatih? Ja, predvsem imamo podatke spet za zahodni svet, ne. Problem je recimo v ZDA, ker je ta prehrana zelo poceni, fast food je poceni, zdrava hrana je pa dražja, ne. Zdaj, če bi hoteli zelo strogo to gledati. Tako da zagotovo je tudi s tem povezava. Obstaja aplikacija, ja, kjer si skeniraš kodo in vneseš potem samo količino, tako je, ja. Samo morate pol pa količino prav oceniti, ne. Kot sem jaz prej rekla, recimo za jogurt bi lahko skenirala, pa bi pol not vpisala polovico jogurta, drugače pa recimo kakšne makarone ali pa take stvari si je pa dobro prej stehtati, recimo pri hujšanju, če se odločite, normalna porcija je 12 gramov, pri redukciji bi bila recimo 8 ali pa 6 gramov, da sploh občutek dobite, kar pomeni sicer, da jih morate spet ločiti od ostalega gospodinjstva, zato ker če kuhate makarone za 4, je pol na koncu težko. Druga stvar je pa, da merite na koncu kuhano, recimo to smo imeli nekaj časa tudi za diabetike, so se dobile prav take zajemalke, in je bilo recimo ena taka mičkana zajemalka je bila 1 enota in smo jih pol na ta način smo rekli, da lahko recimo 2 te zajemalke, recimo riža, da se sploh dobili občutek za te količine, ker predvsem ogljikovih hidratov preveč pojemo. Aha, tukaj je pa pol dala gospa Andreja kalkulator za ITM, vidite tudi na vaši spletni strani, tako da si boste lahko vsi to zračunali. Ali lahko pričakujemo, da bo hujšanje podprto v našem zdravstvu? Če bom jaz imela kaj besede, ja. Mi se zelo, kako naj rečem, biti diabetolog je bilo zelo zahtevno. Jaz, ko sem se lotevala zdravljenja sladkorne bolezni, smo imeli res zelo malo zdravil, pa moji, ki so delali pred mano, je bilo še slabše. In je res bilo groza, ker je to v bistvu neka kronična bolezen, ki jo probamo zdraviti, pa nismo bili zmeraj zelo uspešni. Ti bi pa pač pacientu lahko pomagal. In zdaj prvič mogoče vidimo tudi mi internisti pa diabetologi neko luč na koncu tunela, da mogoče bi pa začeli zdraviti debele ljudi, no, sem spet rekla narobe, ljudi z debelostjo, preden kot razvijajo sladkorno bolezen, ne, pa preden kot razvijajo, ker gre tako debelost, sladkorna bolezen, infarkt, ali pa odpoved ledvic, dializa, ne, in zdaj imamo mi priliko, da bi mogoče debelost začeli zdraviti in tukaj ustavili stvari, da govorimo od tega, da bi se tudi kot družba mogli odločiti, da bi malo spremenili stvari, v kakšnem okolju živimo, ampak absolutno, ja. Tako da tukaj bo po eni strani naloga teh proizvajalcev, ki ta zdravila delajo, da bodo država dokazala, da se je na dolgi rok to splača, zato plačati ta zdravila na recept, ker potem pač ni zapletov in mislim, da pač tudi interesnih skupin, da se to reče, društvo diabetikov, pljučnih bolnikov, da se začnemo pogovarjati za tiste ljudi, ki so najbolj ogroženi, da se na ta način pol spravi v javni zdravstveni sistem. Aha, za večerno potrebo po hrani. Vedenjske, kaj svetujete za pomoč za večerno potrebo po hrani? Da nimate prvič nič doma, kar bi vas spravilo v skušnjavo, pa da probate ta čustva opredeliti ali pa občutke, se pravi, a sem zdaj lačna, jedla sem večerjo, a sem zdaj lačna, ali mi je dolg čas, a sem utrujena, a sem žejna, tako da to najprej razčistiti, da se pač sploh ustrezno pol usmeri. Pol je pa mogoče se zdržati, ker ti cravingi ali pa ta hrepenenje, to ne traja 2 ure, to traja par minut, to je kot en val. Nas prime, zdaj bi nekaj in če zdržimo teh par minut, to pol tudi hitro pade. In ta čas imamo pol tudi, da ustavimo te misli. Je pa zagotovo fajn, da v prvi vrsti nimamo niti takih stvari preveč po gospodinjstvu. Ali lahko prosiš pri osebnem zdravniku za napotnico? Ne, ker zaenkrat še ne krije tega zdravstveno zavarovanje. Razen če bi bili
če bi imel sladkorno bolezen, se pa lahko pogovorite z diabetologom o možnosti predpisa teh zdravil, ki tudi pač vplivajo na telesno težo. Aha, pivo, vino. 69 let, 118 kilogramov. To pa kar v redu višina. Kakšnemu pacientu rečem, zdaj, a bomo shujšali, ste mogel pa zarasti, ampak on ima 202 centimetra, 118. Je lih na meji 30, 29, 30. Zdaj jaz bi bolj svetovala vino, ki je manj kalorijsko tudi, ampak v teh priporočilih, ki imamo za zdravo uživanje alkohola, če ne gre brez, drugače pa absolutno odsvetujem. Ljudi učimo res piti vodo, ne sladkane čaje, pa kakšne gazirane pijače. Tako da je zelo primerno, sploh če je diabetik, nobena od teh ni. Sladkor, če je pa glikemen hemoglobin 8, je pa previsok za njega. Ker zdaj sladkor merimo dve stvari. Eno je ta momentalni sladkor, ki si izmerite doma, recimo, ali pa ko greste na kakšne meritve, to imate verjetno tudi znotraj društva, da vam zmerijo trenutni sladkor. Drugo je pa glikiran hemoglobin, ki ga zmerimo pa recimo v ambulanti družinskega zdravnika ali pa pri diabetologih. To je pa ena druga meritev, ki pove pa povprečje za 3 mesece nazaj. In nekako tukaj je pa cilj, idealno je tam okrog 6,5. Tako da 8 je previsoko. Če si pa doma merite, je pa tam med 5 pa 7 na tešče, recimo, če si kdaj pomerite tako. Če je več kot 7 zjutraj na tešče ali pa več kot 11, kadarkoli čez dan, je pa to povečano, je pa pol treba iti do zdravnika, da spelje diagnostiko za sladkorno tekočine pri njegovih merah. To je zdaj odvisno, če ima zdravo srce, 1,5 litra, 2, mislim, kar normalno popijemo. Če ima pa kakšne težave s srcem, v smislu srčnega popuščanja, se pa omejuje, ali pa recimo pri kroničnih ledvičnih boleznih, ampak mere ne vplivajo nujno na to. Zdaj govorim tekočine, ne alkoholne. Kakšne so vaše izkušnje z operacijo želodca? Zato se zelo redki ljudje odločajo. Jaz imam mogoče 10 pacientk, predvsem ženske se za to odločajo, zato ker prvič to ni res enostavna, pa tudi čudežna rešitev. Prej treba en kup stvari pogledati, tudi k psihologu je treba iti, razumeti je treba, da so res, to so pa res doživljenjske pol spremembe, zato ker se želodec pol, če se prav operacijo naredi, toliko zmanjša, da se res, tukaj pa res govorimo o količini hrane za eno skodelico, ker če se pa človek več pol naje, pa bruha, tako da ena stvar je to, potem je treba skrbeti za zadosten vnos vseh ostalih stvari, tako da je treba lahko doživljenjsko dodatke, recimo mineralov pa vitaminov jemati. In jih tako je treba vedenjske spremembe. To, kot sem prej govorila, kako se naučimo, da ne jemo piškotov zvečer pred televizijo, ali pa zdaj, ko je sadje, recimo, sladkorni bolnik ne more 5 pomaranč zdaj zvečer pa jih tako se je tam treba naučiti, da bo treba zmanjšati obroke, pa da bo treba stvari spreminjati. Je pa res, da vse te moje pacientke, ki so se šle operirati, vzdržujejo težo. In so v redu in smo ukinili vsa zdravila za sladkorno in je v redu. Čeprav imam tudi ljudi, ki so same shujšale, recimo, so se odločile, lahko tudi po kakšnih takih pomembnih prelomnicah v življenju ali pa po kakšnih zdravstvenih zapletih in so shujšale 15-20%, pa smo jih recimo ukinili lahko inzulin, ker morate vedeti, da zdaj diabetike, ki hujšamo, jaz lahko spravim zelo dol z zdravil, ukinemo veliko zdravil, toliko se uredi pol bolezen. Slab sladkor je 8, ja, to je problem. Tako da ja, on bi bil absolutno lahko za ta novejša zdravila. Zdaj imamo namreč dvojna zelo v redu zdravila za diabetes in zdaj so zelo tudi kolegi, kardiologi pa nefrologi zadovoljni. To boste verjetno tudi s kardiologi se kaj pogovarjali. Eno zdravilo so te GLP-1 agonisti, kot sem prej rekla, semaglutid.
ki se je izkazal, da zelo dobro vpliva na preprečevanje srčno-žilnih bolezni. Druga skupina so pa SGLT2 inhibitorji, ki pa zelo preprečujejo hospitalizacije pa zaplete zaradi srčnega popuščanja, pa upočasnjujejo napredovanje kroničnih ledvičnih bolezni. Tako da so v bistvu ta zdravila zdaj za ledvice, SGLT2 inhibitorji dobivajo zdaj indikacije tudi za srčne bolezni, pa za ledvične, tudi pri ljudeh, ki nimajo sladkorne bolezni, toliko učinkovito so se izkazali. S tem, da te SGLT2 inhibitorji tudi hujšajo ljudi. To je tudi v redu, ker nekatera zdravila, ki smo jih imeli za sladkorno, so redili, recimo redijo zdravila, če ima kdo gliklado ali pa diaprel ali pa maril, ta zdravila redijo za sladkorno, ker pospešujejo apetit tudi, pa povečujejo občutek lakote. Ti SGLT2 inhibitorji, ki jih imamo pa zdaj, delujejo pa na ta način, da v bistvu pospešujejo odvajanje glukoze prek ledvic, tako da se polula približno 300 kilokalorij na dan gre čist prek ledvic po tem mehanizmu. Tako da je tudi to v redu zdravilo za hujšanje. Tako da zdaj imamo, in zdaj pišemo že kombinacije. Jaz imam recimo paciente, ki sem jih dala na te GLP-1 agoniste in na te SGLT2, tako da smo dosegli zelo v redu redukcijo tudi telesne teže. Tako. Zdaj smo kar naenkrat. Smo pa izčrpali vprašanja, ne? Zdaj pa damo mogoče možnost, če bi kdo želel še v živo vprašati, da si priklopi mikrofonček, pa lahko vpraša. Smo bili izčrpni. V glavnem, zdaj ne gremo večerjati, ne? Ja, ne, odvisno. Jaz imam v planu še nekaj, ampak prej sem malce. A ne, to spet, nekateri veliko ljudi sploh starejših prej, ob 6, pa so že končali, nekdo, ki je pa mogoče prišel ob 4 iz službe, pa se niti še ni umiril, pa prej sem nekaj na hitro si bo pa mogoče zdaj lahko malo več časa vzel, da bo čuječe, pa sede, pojedel. Kako pa pravite, koliko pred spanjem, da prekineš? 2-3 ure. Predvsem zato, ker pa noč to tudi, pol pa ni problem samo večerno hranjenje, imamo tudi ljudi, ki po noč jejo, ki ne morejo spati, to je tudi zapletena zadeva, recimo, ali pa pijejo mleko po noč nekateri, kar je hrana, tako da tudi tukaj učim bolnike, da po noč ne rabimo hrane, zato ker spimo in takrat se naše telo obnavlja in se vse umiri. Pa fajn je tudi sploh pri debelosti ali pa pri sladkorni zaradi refluksa ali pa pri kakšnih pljučnih boleznih, ker če jemo še kasno preden, ko se uležemo, se ta kislina, ki se pospešeno tvori zaradi prebave, pol gor razlije in lahko teče recimo v pljuča, pa poslabšuje nekatere pljučne bolezni ali pa pač neprijetno. Tako da tako nekako svetujemo. Pa veliko ljudi vidim, sploh starejših, je zelo veliko sadja še zvečerno. Recimo po večeri, zdaj so mandarine, prej so bile slive, zdaj kaki tudi že, tako da tudi to probamo na tem delati, da je večina sadja recimo v dopoldanskem času, ko smo pol čez dan še aktivni, da se naje pol ob 9-10 še 4 kakije zdaj pred televizijo. Ja, če ni vprašanj, bi se vam potem, dr. Ana Ogriš-Lapajne, res najlepše zahvalila za vaše izjemno zanimivo predavanje, za vse odgovore, ki ste jih dali. Posnetek bomo objavili na spletni strani Društva za srce. Upam, da se bomo še kdaj videli in vam prisluhnili, in tudi mislim, da lahko rečem, da smo odprti za te pobude, ki ste omenili, da se moramo pacienti združevati in tudi skupaj zastopati svoje interese. Hvala tudi vam za povabilo, tako da upam, da je bilo kaj novega. Ja, pravijo, da je bilo odlično predavanje tudi v sporočilih. Hvala lepa in vsem lahko noč. Ja, lahko noč. Lahko noč, adijo. Ja.